Mogoče čisto za začetek, da povemo sploh, kaj paliativna oskrba je, zato da bomo vedeli, o čem govorimo. Paliativna oskrba je podpora neozdravljivo bolnim in sicer tako bom rekla skozi celo obdobje, ko živijo s tako boleznijo, ko jim poskušamo pomagati pri njihovih simptomih in to govorimo tako o telesnih, kot duševnih, o psiholoških, tudi socialnih problemih. V okviru paliativne oskrbe poskušamo pomagati tako bolnikom samim, kot tudi svojcem, ki so ključni pri tej obravnavi. Zdaj, kako je to organizirano v Sloveniji? Veste, marsikdo danes sprašuje, ali imamo dovolj teh struktur, teh zdravnikov, ki to izvajajo. Glejte, paliativna oskrba mora biti organizirana na dveh nivojih, na osnovnem nivoju in specializiranem nivoju. In osnovno paliativno oskrbo izvajajo vsi, ki oskrbujejo neozdravljivo bolne. To se pravi, vsak zdravnik, vsaka medicinska sestra, vsak socialni delavci in drugi pridruženi člani je prav, da bi imeli ta znanja. Je pa res, da večinoma naših kolegov teh znanj v okviru svojih rednih izobraževanj niso dobili. Moram pa reči, da v zadnjih letih je vedno več teh ljudi, kolegov, sodelavcev, ki so ta znanja dobili na dodatnih izobraževanjih. Zdaj pa tudi letos začnemo z uradnim programom, tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani, tako da ta znanja bojo s časom imeli tudi vsi zdravstveni delavci. Ampak trenutno so v našem sistemu ljudje in jih je zelo veliko, ki ta osnovna znanja imajo. Mogoče nam je še malo manj tistih specializiranih ekip, ki so v posameznih regijah že prisotni in zelo dobro delajo. In s časom jaz računam, da bo ta paliativna oskrba tudi na specializiranem nivoju veliko bolj dostopna vsem. Trenutno pa lahko rečemo, da ni še idealno urejena, ampak je pa bistveno bolje kot mogoče 10 let nazaj.